Ali Zlatko Zahovič ostaja v Mariboru? Veselje in žalost ob vstopu Hrvaške v Unijo. Zaradi vstopa manj prometa tudi za trgovce. Za nami je prvi vrhunec festivala Lent. Hrvaška je v polnoči postala 28. članica Evropske unije, kar so proslavili v številnih mestih po državi. Prireditve so pripravili tudi na mejnih prehodih. Naša ekipa je bila na mejnem prehodu Gruškovje, kjer so se od svojega dela poslovili cariniki, pa tudi zaposleni v špedicijskih službah. O polnoči so tako na meji ostali le še policisti. Le uro pred polnočjo smo takole zabeležili še zadnji žig za povračilo davka. Mislim, da je zadnji DDV v mojem življenju. Bomo pa videli. Časa je še 1 uro, dobro. Na drugi strani meje naši sosedje že odpirajo šampance. Pričakujemo, da bo nam lepše. Vraćamo se v našu familiju, znači vraćamo se med Evropu, tu smo uvijek spadali. Pa nadamo se da će biti bolje, biti će slobodne granice i lako ćemo putovati kroz Evropu. Teška gospodarska situacija i niš posebno ne očekujem, samo brži protok robe preko graničnih prijelaza. In medtem, ko so se sosedje Hrvati veselili, pa na naši strani zapuščajo mejo še zadnji cariniki. Svojim delom zaključijo tudi zaposleni v špediciji, za razliko od carinikov pa njih ne čakajo druga delovna mesta, temveč borza. Samo v Intereuropi je v tem trenutku ostalo brez dela okoli 40 ljudi. Po 31-letni delovni dobi grem na borzo, ne vem, kaj bom. Bomo videli. Za nas nišče ni niti malo poskrbel. Poznali so nas samo takrat, če slučajno ni bila kakšna dajatev plačana. Zdaj, ko pa mi rabimo pomoč, pa nišče ne ve za nas. Svoje vrate zaprla tudi mejna veterinarska postaja. Tukajšnji zaposleni so sicer razporejeni na druga delovna mesta po Sloveniji. Poraja pa se vprašanje, kaj bo z ogromnim nadstandardnim objektom in drago opremo, ki je vsa ta leta še kako služila svojemu namenu. Z vstopom Hrvaške v Evropsko unijo hrvaški državljani ob nakupih pri nas ne bodo več upravičeni do povračila davka. A kot kaže, zaradi tega po nakupe v Slovenijo ne bodo nič manj prihajali. Večina jih namreč v Maribor prihaja zaradi boljše ponudbe, predvsem pa združevanja nakupovanja z izletom in ogledi. Hrvaški kupci največje mariborsko nakupovalno središče najpogosteje obiščejo ob koncih tedna, praznikih, razprodajah in v božično-novoletnem času. Organizirane imajo celo prave nakupovalne izlete. Do zdaj so bili ob večjih nakupih upravičeni do povračila davka, a jih kot kaže, izguba te ugodnosti ne bo odvrnila od nakupovanja pri nas. Dobro je, ima puno dućana i dosta veliki izbor, tako da budemo. Sviđa nam se jako. Jako nam se sviđa. Ne koristimo baš taj porez, ne kupujemo toliko često. Enakega mnenja so tudi trgovci. V zadnjih mesecih se je namreč število hrvaških kupcev v nakupovalnih središčih ves čas nekoliko povečevalo. Mislim, da se bodo stranke vračale, predvsem ker konkuriramo njihovemu trgu in ker so zadovoljni recimo z našo postrežbo. Odhajajo od nas z zelo pozitivnimi izkušnjami. Vse, kar se tiče gostoljubnosti in pa ponudbe posameznih shop-partnerjev, ki je pri nas dobra. V mariborskem nakupovalnem središču so sicer v minulem mesecu pospešili oglaševanje na Hrvaškem, prav s poudarkom na še zadnji možnosti nakupov s povračilom davka. In kot pravijo, se jim je pospešeno oglaševanje izdatno obrestovalo. Na Ptuju so prvi dan vstopa Hrvaške v Evropsko unijo pripravili srečanje obmejnih turističnih delavcev iz Slovenije in Hrvaške. Hrvaški trg namreč postaja čedalje bolj zanimiv za slovenske podjetnike in tudi za turizem. Krepitev čezmejnega sodelovanja in skupne turistične destinacije je po mnenju turističnih delavcev ključ do razvoja in napredka obmejnega območja. Hotel Primos na Ptuju je že pred vstopom Hrvaške v Evropsko unijo sodeloval s hotelom Trakošćan iz Varaždinske občine, ki je od meje oddaljen slabih 35 km. Nekoč so tja na plesne večere množično zahajali tudi Slovenci, ki še danes predstavljajo 40% tujih gostov. Cilj zajednički dugoročno gledano je da izmjenjujemo turiste,
da imamo neke razmjene, da se podigne kvaliteta turističke ponude općenito u našem kraju kako i ovdje. Prva zadaća je međusobno potpomaganje jer sami ne možemo napraviti ništa ako nećemo raditi svi zajedno. Vstop južne sosede v Unijo je odpravil številne birokratske ovire. Omogočeno bo skupno predstavljanje turistične ponudbe v regiji in na tretjih trgih, skupaj pa bodo lahko pridobivali tudi evropska sredstva. Prinaša tudi neko večjo pestrost za končne potrošnike in skupno promoviranje in snovanje produktov, ki so lahko že vnaprej sestavljeni iz ponudbe in privlačnosti na eni in drugi strani meje. Turistični delavci obmejne regije si želijo privabiti tudi čim več tranzitnih turistov, ki se napotijo na hrvaško obalo. Z najrazličnejšimi dogodki pa bodo spodbujali tudi dnevni prehod gostov. Za padce meje bojo nekako te psihične barijere ljudem v glavi mogoče padle in da bo tudi nekako olajšano to razmišljanje, da sta v bistvu področji tako zelo blizu. Zaživela naj bi tudi leta 2004 vzpostavljena turistična cona Haloze-Zagorje, kjer je znanih več kot 250 arheoloških, kulturno-zgodovinskih in turističnih zanimivosti. Vodenje družbe Terme Maribor z današnjim dnem prevzema dosedanji prokurist Borut Rojs, na mesto prokurista pa se seli dosedanji pomočnik direktorice Andrej Rakovič. Dosedanji direktorici Leonidi Selinšek je delovno razmerje na podlagi sporazumnega dogovora prenehalo z zadnjim dnem junija. Terme zaposlujejo 268 ljudi, v preteklem letu so ob dobrih 41 milijonih evrov prihodkov, ki so bili 2 milijona nižji kot leto prej, beležili nekaj več kot pol milijona evrov izgube. V okolici Ptuja je v soboto zvečer prišlo do kar trojnega poskusa umora. 67-letni moški je okoli 10. ure zvečer začel streljati na svojega 47-letnega pastorka in njegovo zunajzakonsko partnerico. Slednja je zaradi strelne rane še zmeraj v življenjski nevarnosti, težje poškodovana pa sta tudi 67-letni osumljenec in njegov pastorek. Tragedijo, ki bi lahko bila še hujša, je preprečil 31-letni sosed, ki je bil tam navzoč in na srečo napadalca onesposobil. Tu je Andrej in stala, da ne vem točno tako ali tako. 31-letni sosed Andrej Murko je še danes vidno v šoku. Sosedom je vrnil le izposojeno kolo. Ko so stali pred hišo, pa je naenkrat iz teme počilo. Ta pa Andreja samo padla. Pol pa še drugi strelo, ta je Frančeka zadeja, pol pa še 3-krat poča. Pol pa ne vem, kaj je to, še mene to je misla, ne vem. Prisebna moška sta ranjeno žensko zvlekla v kletne prostore, kamor je napadalec prišel za njimi. In s pištolo v rokah grozil še naprej, da bo vse pobil. 31-letni sosed, ki je bil tam navzoč, je napadalca hrabro onesposobil, mu je izbil orožje iz rok. Sosed nam sicer pove, da je z osumljencem imel dobre odnose, da pa je že dolgo govoril, da bo pastorka in njegovo partnerko ubil. V sporu naj bi bili zaradi bolne matere. Vse je bila večkrat policija, tu samo, ne zaradi orožja verjetno, ali kako. Boji so besedami se boji kot pa kaj. To se bo kvalificiralo kot 3 kazniva dejanja poskusa umora. Za vsako od teh dejanj pa je zagrožena kazen najmanj 15 let zapora. Ustreljena ženska je sicer še zmeraj v življenjski nevarnosti, njen partner pa hudo poškodovan. Težje poškodbe ima tudi osumljenec. Preiskava streljanja še poteka, hiša pa je zapečatena. Senat Fakultete za družbene vede je ustavil postopek za odvzem znanstvenega naslova predsednici vlade Alenki Bratušek. Kot so zapisali, je Komisija za presojo pogojev za odvzem znanstvenega naziva ugotovila, da njeno magistrsko delo ni plagiat. Z današnjim dnem stopa v veljavo višji davek na dodano vrednost. Splošna stopnja DDV-ja se zdajšnjih 20% zvišuje na 22%. Znižana, s katero so med drugim obdavčeni hrana in zdravila, pa z 8,5 na 9,5%. Zaradi višjega DDV-ja pa so od danes višje cene naftnih derivatov. Kako bo davek vplival na dvig ostalih cen, bo vidno v prihodnjih dneh. V Zvezi potrošnikov Slovenije so v petek ocenili, da se bo zaradi dviga DDV-ja zmanjšalo povpraševanje. Še dobra novica, danes je začela veljati uredba Evropske unije o gostovanju v mobilnih omrežjih, s katero se bodo cene prenosa podatkov znižale za 36%. Odhodni klici lahko odslej brez davka stanejo največ 24 centov na minuto, dohodni največ 7 centov na minuto. Za pošiljanje kratkega sporočila bo cena brez davka lahko največ 8 centov. Prihranili bodo tudi turisti, ki bodo obiskali Hrvaško, saj bo prenos podatkov skoraj 15-krat cenejši.
Pošiljanje kratkih sporočil ali klicanje v katerokoli drugo državo Unije pa bo 10-krat ceneje. Ta konec tedna je festival Lent dočakal svoj prvi vrhunec. Zaključek Folkarta, ki je tudi letos na obrežje Drave privabil množico obiskovalcev. Po vseh težavah, odpovedih, ne vem, čemu vse je uspelo Maribor pripeljati zares izvrstne skupine, raznolike, kvalitetne in vsekakor ljudje uživajo in mi tudi z njimi. Obiskovalce so tokrat na glavnem odru pozdravili tudi najmlajši folkloristi. Nekako zaključek Folkarta naredimo tako, da ob 20. uri nastopijo otroške skupine, ki imajo sicer svoj oder v mestnem parku, tako da je to kot nekakšna nagrada za otroke, da malo doživijo in začutijo ta res ogromen oder, no potem pa se nadaljuje s Folkartom. Mariborčani so v plesih folkloristov iz 7 držav uživali vse do polnoči, ko je nebo nad Dravo razsvetlil tradicionalni ognjemet. Že 22 let je odprta plesna scena prisotna v mariborskem kulturnem prostoru. Deluje pa predvsem kot spodbojajoča platforma za mlade nadarjene plesalce. Hkrati pa je namenjena tudi predstavitvam profesionalnih domačih in tujih plesalcev. Prva leta so bili to ambientalni projekti na različnih lokacijah starega mestnega jedra, kjer smo opozarjali ravno na te anomalije mesta. Kasneje smo se pa priključili festivalu Lent na Minoritskem odru, ki je bil prav tako odprt, zato je bila seveda to ime je zato nastalo, odprta plesna scena. Čeprav se zdi, da sem stojiva mogoče na odru, da se premikava počasi, je to isto, ta akcija isto težka, oziroma ta neakcija isto težka kot potem akcija sama. So it was not so much about how it looks, the movement, so it was more like how we were creating the movement together in the space. Tina Dobaj-Eder je na odprti plesni sceni predstavila plesno dramo svojega plesnega projekta Resničnost, ki je še v nastajanju. Gre za neko navidezno resničnost, kjer se ženska spopada z svojimi strahovi, iracionalnimi, torej tudi življenjskimi. Na koncu koncev gre za vse te stvari, ki jih nosimo v sebi, ampak nazven jih kažemo drugače. Nomad je simbol večnega potovanja. Njegov temeljni pojem je svoboda. Tega se je v izjemno poetični predstavi Novodobni nomadi držal tudi madžarsko-srbski koreograf Gyula Čerepeš. Osnovna ideja je bila pri ustvarjanju okoli tega, ali smo dejansko ljudi svobodni pri gibanju in če smo pol kako ali pa v kakšnih situacijah lahko rečemo, da smo dejansko svobodni, da nismo na noben način omejeni. Recimo, to je bila moja inspiracija. Zlatko Zahovič je danes potrdil, da je nepreklicno odstopil z mesta športnega direktorja nogometnega kluba Maribor, potem ko je novico ponoči prvi na Facebooku objavil časnik Ekipa. Da se po 6 letih res poslavlja, je najuspešnejši slovenski nogometaš medijem sicer potrdil po telefonu, ni pa dal uradne izjave. Spet je njegov komentar popoldne na spletu prva objavila Ekipa. Citiram: Problem je v meni, ne v klubu, ne v sodelavcih, ne v navijačih. Človek se preprosto iztroši in potem te začne motiti vsaka malenkost, ki je prej nisi niti opazil. Izčrpan sem. Nogomet živim intenzivno, zelo intenzivno in enkrat človeku pa zmanjka energije, pregori. Zato mislim, da je to najboljša poteza. Zahovičeva odstopna izjava, za katero so menda izvedeli šele iz medijev, je presenetila tudi vodstvo kluba. Ugotavljamo, da smo do sedaj z njim delali zelo dobro, skupaj z njim dosegli te športne in tudi organizacijske uspehe in upamo seveda, da bomo tako tudi nadaljevali. Mi bomo v klubu poskusili vse, da se fant premisli. Zdi šok, ne? To, kaj sem pa prebral, pa če je to res, da zaradi tega odstopa, kaj so napisali, pa je definitivno boljše za ekipo, ne? Če so se počutili, mislim, vem, to je brej, marsikateri podjetnik se ne malo vpraša, ne? Se pa nam je tudi nekaj pomenilo, ne, ko je igral i za klub, i za slovensko reprezentanco, ne. Je dokazal, da je Maribor lahko pozitivno, finančno naravnan
kar je pa v ozadju, pa noben ne ve. Najbolj si bo premislil, čeprav je možno tudi, da je to dokončna odločitev. To pa bo znano v prihodnjih dneh, ko naj bi Zahovič razloge za odstop podrobneje pojasnil. V senci odstopa Zlatka Zahoviča je bila zmaga nogometašev Maribora proti igralcem ruske Lokomotive. Tekmo, v kateri je bil viden napredek glede na prejšnje, so naši državni prvaki dobili z 2-0. V prvem polčasu so vijoličasti v celoti nadzirali potek tekme. V prvih 45 minutah so bili tudi konkretnejši in iz 2 priložnosti dosegli oba zadetka. Prvega je dal v 28 minuti po podaji Boharja kapetan Tavares. 4 minute pred koncem prvega dela se je zadetkom izkazal še asistent pri prvem. Milec je podal do Beriča, ta je žogo, ko je bil pred vratarjem Lokomotive, poslal do Boharja, ki je postavil končni izid tekme. V drugem polčasu so si Rusi priigrali 4 priložnosti za znižanje izida, a do njegove spremembe ni prišlo. Preden bodo Mariborčani v nedeljo s tekmo proti Olimpiji v vseslovenskem superpokalu uradno pričeli sezono, bodo v sredo odigrali še zadnjo pripravljalno tekmo. V Avstriji se bodo pomerili z nemškim Kaiserslauternom. V Mariboru so v soboto izpeljali že tradicionalni 35. kolesarski maraton okoli Pohorja. Množica kolesarjev je maraton, ki ga sicer posvečajo junaško padlemu pohorskemu bataljonu, ob lepem vremenu izkoristila za rekreacijo, izlet in druženje na kolesu. Udeleženci so lahko izbirali med 150, 70, 50 in 30 km dolgo progo. Osnovni moto kolesarskega praznika pa se je glasil: vsi na kolo za čisto okolje in zdravo telo. Lepo, da se tradicija drži, ne? Samo mislim, da bi lahko malo več popularnosti naredili na maratonu, ker se zasluži malo več, kako bi rekel, kolesarjev, ne? Če gledamo, da je Maribor le drugo mesto v Sloveniji, bi moralo biti malo več kolesarjev na take prireditve. To je zelo lepo, ne? Se to dejansko bi moralo biti, ne, malce več celo. In sama organizacija pa vse zgleda, da je res odlična. Se preizkusim, kako sem pripravljen in ne. Nisem še bil na tej, razdalji 150 km okrog Pohorja. Sicer mogoče organizacija za začetek kaže, no ja, na se enih 30-40 do vrste, ampak mislim, da bo. Fajn zato, da se pač krepi, bom rekla, rekreacija med ljudmi, da čim več se ukvarjajo, bom rekla, s svojim boljšim počutjem in, kaj bi rekla, kondicijo, da imamo, ne? 6-mesečno predsedovanje Evropske unije od Irske prevzema Litva, največja baltska država in bivša Sovjetska republika. To ni presenečenje, da želi Litva predsedovanje izkoristiti za zbližanje unije s 6 vzhodnimi sosedami, prav tako bivšimi članicami Sovjetske zveze. Sicer pa se bo morala ukvarjati predvsem s proračunom 2014-2020. Med množičnimi protesti v Egiptu proti predsedniku Mohamedu Morsiju je bilo v nedeljo ubitih 5 ljudi. Po navedbah vojaških virov so bili to najmnožičnejši protesti v zgodovini države, saj naj bi se na ulice egiptovskih mest zgrnilo na milijone ljudi. Ameriški homoseksualci in drugi, ki se zavzemajo za enakost vseh ljudi pred zakonom, so na paradah ponosa pozdravili odločitev Vrhovnega sodišča, ki je na zvezni ravni izenačilo pravice in obveznosti homoseksualnih in heteroseksualnih poročenih parov. V Združenih državah Amerike poroke istospolnih parov dovoljuje 12 zveznih držav in prestolnica Washington. Več kot 30 držav jih sicer prepoveduje na podlagi ustavnega referenduma. Med gašenjem gozdnega požara v ameriški zvezni državi Arizona je življenje izgubilo najmanj 19 gasilcev. Vsi gasilci so umrli v nedeljo popoldne, ko so poskušali omejiti požar severno od Phoenixa. Požar je izbruhnil v petek in po navedbah pristojnih zajel med 300 in 400 hektarjev površine. Prebivalce na ogroženih območjih so evakuirali. V torek zjutraj bo pretežno jasno, čez dan pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Sredi dneva in popoldne bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne plohe in nevihte. V sredo bo sončno, ponekod bo pihal jugozahodni veter. V četrtek bo ob prehodu vremenske fronte nekaj dežja in neviht. Osvežilo se bo.